moja prva knjiga sploh je Zgodovina planinskega društva, ki to je razširjena in tudi malček olajšana, če lahko tako rečem, diplomska naloga. Jaz sem diplomiral v zgodovini, samo 2 leti predno sem napisal to knjigo, to se pravi, diplomiral sem leta 82, končal pa leta 84, na to knjigo pa sem napisal leta 84. In sem diplomiral s profesorjem Pirjevcem v zgodovini planinskega društva v Trstu. In to je pravzaprav ta knjiga tudi še vedno kroži, sem zelo zadovoljen, kako sem jo napisal, zato ker mislim, da sem, tako vsaj so mi rekli, so tudi napisali v recenzijah, da se napisal tako, kot je treba pisati zgodovino. To se pravi, ne kot zgodovino, nekaj težkega, nekaj poljudnega, da vsi berejo, ker navsezadnje to je knjiga, ki jo morajo brati vsi. Vsi člani, tisti, ki čutijo planinsko društvo. To se pravi, da moja prva knjiga sploh in alpinistična, med navednicami, je Zgodovina planinskega društva. In potem pa so seveda Zvezdne noči. Na Zvezdne noči sem zelo ponosen iz več razlogov. Prvič zato, ker tako so napisali literarni kritiki, da jaz sem slovensko alpinistično pisanje nekako dal polnopravni literarni pečat. Navsezadnje samo sem realiziral tisti načrt, ki sem ga nekako teoretiziral na kongresu slavistov leta 87, kakšno mora biti alpinistično pisanje. Sicer po mojem mnenju alpinistično pisanje mora pisati ne o močnem zunanjem okviru, ti lahko pišeš o Everestu, ampak Everest je samo kup kamenja. Kamenje zaživi, ko daš človeka noter. Kaj je najlepše, najzanimivejše v človeku? Človekova duša. Kaj je tisto, kar daje pomen tudi literaturi? Je človeka duša. Človekova duša je edino, kar se spreminja, človeka duša. Zanimivo pa je v literaturi, da ti opisuješ tisto, kar se spreminja. Zato, ker tisto, kar se spreminja, ustvarja zgodbe. Zgodbe pa so v bistvu literature. In zato jaz, ko sem se lotil pisati Zvezdne noči, in tudi to sem se lotil pisati zelo naključno. Navsezadnje jaz tisto poletje, ko sem pisal Zvezdne noči, sem bil odgovoren za eno športno stran. In sicer sem moral dobiti en podlistek. Potem, ko sem vse moje prijatelje povprašal, napiši mi podlistek, tisti, ki naredil katerokoli majhen podvig športen, naj mi napiše podlistek, nihče ni mogel, ni znal, ni hotel, sem rekel, dobro, se lotim pisati jaz. Jaz sem začel pisati Zvezdne noči kot alpinističen podlistek. Zanimivo, da jaz sem prvih 70-80 strani, ki sem napisal, sem pisal tradicionalno. Sem šel gor, sem šel dol in tako dalje. In to mi ni ustrezalo, sem zehal, ko sem to pisal. Zato sem jaz to prijel in vržil v smeti. In sem zapisal, sedaj bom pisal, kot bom hotel. Sem zaprl oči in napisal prvi stavek. Mojmir je že izginil za snežno gmoto. To sem opisal, kako sem prišel na vrh Brodpika. In potem sem rekel, bom pisal s tem, da bom ne opisoval zunanji okvir in alpinistične podvige, kako sem šel, kako bi šel dol, bom pisal samo tisto, kar se v človeku dogaja, ker samo tisto je zanimivo. Jaz nisem vedel, kaj bo iz tega nastalo. Sem se lotil pisati. Dejstvo je, da so vsi to brali in ne samo. Ko sem jaz moral v septembra nehati podlisek, ki so začele prvenstva, jaz sem moj podlisek, ki je imel prostor časopisu, skratka mi je direktor rekel, ti moraš pisati naprej, zato ker to ljudje zelo berejo, ta podlisek je trajal do decembra. Tako so nastale Zvezdne noči, tako na to so bile objavljene, so dobile tako eno pomembno nagrado. Prva nagrada, ni res, da so bile italijanske nagrade prve. Prve nagrade je bilo vstajenje, to je zelo pomembna nagrada z domsko in za zamejsko literaturo. In takoj potem sem dal na lastne stroške prevesti to knjigo. Samo da ta knjiga se je zgodilo, da je založnik, zelo majhen založnik, poslal na en zelo pomemben literarni natečaj, Ita Strento, je ena najpomembnejših v Evropi za alpinistične knjige. In na tem natečaju
je bil glavni žirant, je bil znamenit pisatelj Mario Rigoni Stern, avtoriteta, ki je vsilil, da ta knjiga je vredna nagrade. Čeprav so bile knjige najvažnejših italijanskih založb, Einaudi, Feltrinelli in to, je tako moja prišla sicer na drugo mesto, ampak je dobila nagrado in s tem je pobrala nagrade najpomembnejšim založbam. In ne vem, kako je sploh mi prišlo v roke temu žirantu. Morda, ne vem, ko se mi je kaj mudilo, mi je padla na tla, se odprla in začel brati, ne vem, zato vemo na tečajih, ko ti prije 500 knjig, prebereš tiste od te veliki založb in druge samo malo pogledaš. Saj jaz se ne moreš prebrati 500 knjig v enem mesecu. Ne? In potem, ko sem jaz dobil to nagrado, povsem nepričakovano, eno največjih evropskih je to, drugo mesto Zlati osad. Prvo mesto je šlo eno knjigo od Einaudija, od založbe Einaudi, eno knjigo, ki je bila že takrat prevedena v 40 jezikov. V 40 jezikih, to se pravi, da lahko predstavljaš, da tista knjiga je nekako skoraj morala zmagati po svoje, že psihološko mora zmagati. No, potem, ko sem jaz objavil to knjigo, dobil to nagrado, je šlo še izredno gladko. Že na nagrajevanju prišel k meni predstavnik zelo pomembne, najpomembnejše založbe, italijanske založbe za alpinizem in za pohodništvo in avanturo. Je rekel, ti daj mi eno katerokoli knjigo, me ne zanima, tvoje ime je to, jesi dobil nagrado. Jaz sem enostavno takrat napisal Bisere pod snegom in tako je šlo naprej. Bisere pod snegom, Zvezdne noči je bila potem objavljena v Italiji na vse državni ravni, Bisere pod snegom isto, pa predvsem kaj najvažnejše, da Zvezdne noči so takrat dobile nekaj najvažnejših italijanskih literarnih nagrad. Najvišje, tako da je sedaj Zvezdne noči najbolj nagrajevana slovenska knjiga sploh. In sicer ne zaradi slovenskih nagrad, no, je dobila Vstajenje, ki je pomembno, in nekatere druge manjše nagrade, ampak predvsem tiste, ki dobijo italijanske ali pa evropske nagrade. Ne. In tako se je začelo. Potem vse, kar sem napisal alpinistično, to se pravi Kam gre veter, ko ne piha, moj tretji odpravi, Negašemo 2. In vse tisto, kar sem napisal fikcijsko, Biseri Umor pod K2, Budovo oko, Aleksandar od Kresnic, to je vse bilo takoj napisano najprej v slovenščini, prevedeno in to je šlo na vse državne italijanske založbe. Ne smem pozabiti, da prevod knjige Kam gre veter, ko ne piha od Gašemo 2, poleg tega, da je bil objavljen na vse državni ravni, je bila tedenska knjiga, poletna knjiga od najpomembnejših italijanskih dnevnikov La Gazzetta dello Sport in Corriere della Sera. To se pravi, da ko si ti kupil kjerkoli, od Palerma do Trsta ali pa do Milana, do Firenze, Corriere ali pa Gazzeto, ti je človek v kiosku vprašal, boš tudi knjigo? Jaz si moral dati 5 evrov več, boš tudi knjigo. To se pravi, da moja knjiga je krožila dejansko po vsej Italiji in sem ime slovenskega pisatelja s 3 kljukcami, seveda, krožila po vsej Italiji. Jaz mislim, da to je pomen moje planinske literature. Kvantiteta in to, kar so rekli drugi, kvaliteta. No, zadnje nagrade so tiste pomembne, ker so nagrade in nagrade. Jaz sem dobil tiste pomembne. Veš kaj, jaz bom sedaj rekel tisto, kar pravijo drugi. Jaz vem, koga poslušati in jaz bi rekel to. Zvezdne noči ne morem mimo te knjige. Je nov način alpinističnega pisanja, prava literatura, izredno vezan to knjiga, tudi zaradi nagrad, tudi zaradi toliko čustven, ker je moja prva odprava je kot prva ljubezen, Zvezdne noči. Zelo sem vezan na Kam gre veter, ko ne piha, zato ker to so literarni kritiki rekli, da je to perfektna knjiga, zaokrožena. Ne? Ni tako herojska kot Zvezdne noči, ki sem tvegal umreti, ki se je zgodilo, neverjetne stvari so se dogajali takrat. Kam gre veter, ko ne piha, sem zelo vezan. Zelo sem vezan tudi na Umor pod K2, ki je krožila po Italiji, ki še zdaj vabijo po Italiji. Vezan sem na Budovo oko. No, sedaj na te alpinistične knjige so neverjetno, kako
še niso iztekle svoj življenjski lok, še vedno me sprašujejo za podlistek, za predstavitve, za ponatise in tako dalje. In navsezadnje, jaz sem napisal knjige iz odprav in tudi fikcijske knjige, ne? In to še vedno krožijo. Ne smemo pozabiti, da jaz nisem alpinističen pisatelj. Zato, ker jaz sem napisal dosti več knjig, ki sem napisal, so bili čista literatura. Jaz sem pisal eksistencialne knjige, jaz sem literaturo za zgodovinsko tematiko, jaz sem pisal ljubezenske knjige, jaz sem pisal celo kriminalke, no, Umor pod K2 ali pa kakšne druge sem pisal, ne. To, jaz sem absolutno pisatelj, ki je objavljen, bo objavljal čisto literaturo. Ampak sem tudi pisatelj, ki pleza. In tukaj je tista razlika. Nisem alpinist, ki piše, ampak sem pisatelj, ki pleza, in to mislim, da tukaj tudi se vidi v pisanju in tudi v mojem odnosu do pisanja, do gore in tudi odnosu, ki ga imam do alpinizma, ne. Torej, recimo, jaz mislim, da fikcijsko bo že marsikaj nastalo. Navsezadnje, pisatelj piše zgodbe, zgodbe pa nastajajo tam, kjer je močen zunanji okvir. Kje dobiš močnejši zunanji okvir, ker v Himalaji ti en dan, vsaj tako meni se zdi, en dan ti velja 100 dni, ki jih doživiš doma. To se pravi, v Himalaji se dogaja vse. Ti lahko daš kriminalko, kot sem jo napisal, mistično knjigo, kot biseri kot Budovo oko, to lahko daš karkoli, katerokoli eksistencialno zgodbo lahko obrneš v gore, v Himalajo. To se pravi, zagotovo bom še pisal, zato ker zgodbe jaz bom vedno opisoval. Ne, samo sedaj še ne vem kaj, oziroma zelo nerad pravim, kaj bo napisal, jaz samo govorim o tistih knjigah, ki bo napisal, ker sem že podpisal pogodbo, zato ker zelo rado se zgodi, da ti nekaj načrtuješ, ampak se ti vse to vrne na glavo. No, to je bilo to. Tisto, kar je bilo objavljeno v nekaterih revijah v Sloveniji, kot filozofski spis, je bilo v bistvu moj pogled na alpinizem s sociološkega in filozofskega stališča. Jaz sem imel eno serijo radijskih oddaj na Raju v Trstu in tisto, kar je bilo objavljeno, sicer tisti odsek, v katerem govori alpinizem in ničejanstvo. To se pravi, da med dvema vojnama je marsikdo izenačeval alpinizem z ničejansko ideologijo. Navsezadnje tudi tako ali drugače so tudi Klementa Juga nekako izenačili z ničejanci in tako dalje. Jaz sem samo enostavno obrazložil bližine in oddaljenosti alpinizma od ničejanske filozofije, ampak tudi od Hegelove, tudi od Schopenhauerja in še v nekatere druge. In tukaj jasno sem zelo dosti obdeloval Klementa Juga, tisto, kar se približuje ničejanstvu in tisto, kar se oddaljuje ničejanstvu. Tako da to je, lahko rečem, je en filozofski spis o alpinizmu, ampak je še torzo, ne. Je bil objavljen kot oddaja, ampak tisto so bile celo nekaj neoriginalnih kosov in tako dalje. Seveda bi moral tudi dodelati, ampak sedaj nimam časa, da bi to dodelal. In navsezadnje nisem jaz klican, da to delam. Navsezadnje o filozofiji alpinizma so klicani drugi. Jaz navsezadnje nisem filozof, ampak sem napisal, pravijo tudi še precej dosledno, delček, kakšen je moj filozofski pogled na alpinizem. Navsezadnje, moj oče je bil tudi malček filozofa, s katerim je v pogovorih se ogromno pogovarjal Klement Jug, prav o filozofiji kot prijatelju, in morda imam tudi to od mojega očeta. In tudi moj oče ima še precej od Klementa Juga, ne, lahko rečem, ta duševni trikotnik, na katerega sem zelo ponosen.